Lahko sem nekaj pokažem. Kje pa? Tle. Ja, lahko. Kako zgleda pospešek v avtu, ki ima več kot 360 konjev. Ojoj, ne. Hey, guess what? Plavi je spet žejen. Se ne vem, če sem že kdaj povedal, zakaj ponavadi tle v BTC-ju operamo avto. Zato, ker na koncu, ko ti ga operejo, avto vedno vidiš v špeglu. Taka cheap fora, ampak meni je cool. Veš, kaj hočem reči? Veš kva? Na tele sladko-kisle sem pa še jaz komi čakal. No, ta prva sladka so definitivno vozne zmogljivosti, zato ker razlika med navadnim S60 pa Polestarom je pač preprosto ogromna. A veš, če vzameš navadnega S60, ne? Preveč se nagiba, volan se ne pogovarja s tabo, tako kot bi se moral. Pa še na splošno, ni niti malo športen, ne? Vse je podrejeno udobju. Ta zadeva šest nekaj drugega. Takoj, ko se malo pozanimaš o tem avtu, ne, zveš, da ima Elinsove blažilnike, pa da sprednje čeljusti, ki so 371 mm, grabijo 6-batne čeljusti. To so pa že podatki, s katerimi se ni zazebavati. Ta druga ta sladka je pa motor. Ob tem priznam, da se meni kar malo kovca po tistem legendarnem 2,5-litrskem petvaljniku, ki sem ga imel priložnost kar dobro preganjati dobro desetletje nazaj v Volvotu S60R. Takrat mislim, da je imel okrog 300 konjev. In posebnost tistega motorja je bila pač valjda poleg zmogljivosti čudovita zvočna kulisa. Volvo je pa vmes malo spremenil svojo igro, ne. Tukaj noter ni niti 5, niti 6 valjnik, ampak 2-litrski 4-valjnik. In ta motor razvije 367 konjev, pa mislim, da 470 Nm največjega navora. To pomeni, da od 0 do 100 pospešil 4,7 sekunde. Stari, 2-litrski motor do 100 v 4,7, mislim, veš, to so taki orang podatki. In tudi na splošno ga moram pohvaliti, da kar dobro oponaša motorje z večjimi prostorninami. Tako da, tam za. Če imam že odprto havbo, ne? Zapri hudiča! Ne pa smo noter, ki me ima zebe, prav? Tako je. Ta tretja ta sladka je pa zgodba, ki jo je Volvo začel ustvarjati s tem Polestarom. Tukaj najdeš par zanimivih usporednic z Mercedesovim AMG-jem. A veš, kako je bil AMG dirkaški partner Mercedesa, tako je bil Polestar dirkaški partner Volva. Pa se veš, kako je to, ne? Če dobro z nekom sodeluješ, če so rezultati tukaj, slej ali prej prije do kakšnega tacga poglobljenega sodelovanja. Če mene vprašaš, je pač dobro pa lepo vedeti, ne, da ima klasična nemška trojka M, RS pa AMG še eno tako dost fino konkurenco s severa. Četrta ta sladka je pa tista, ki meni ponovno najbolj všeč. Detajli. Se vem, da so malo mazani, ampak izpuhi so mi ful všeč. Pa tudi feltne same po sebi imajo džazno oblikco. Sam sebi zdaj šamar spustil. Ampak piko na i pa naredi tistle modr kvadratek Polestar. Vidiš? Valjda ga najdeš pa tudi tukaj. Pa tukaj. Ja, pa tukaj tudi. Všeč mi je pa tudi plava barva, ki jo je Volvo zbral za Polestarje, ker ne rabiš iskati značk, felten, spoilerjev pa vsega boga, ne. Vidiš farbo pa rečeš, evo ga, Polestar. Vidiš to palco? Stabilizator. In to karbonski. Karbonski je! Kako M4? Samo da tam je zgleda bolj kakača, no? To je res še malo hujši, moram priznati. Hudi do jaja so pa tudi sedeži z Alcantaro pa z napo usnem. Lej to, no. Ta peta ta sladka je pa Secret Sport Mode. Veš, meni je ful cool, da avtomobilski proizvajalci včasih odstopijo od uveljavljenih norm in v avto ruknejo kakšen tak sladkorček, o katerem pa vsi govorijo. In ta avto ima točno takšnega. Navaden sport mod, ki ga ta avto ima, je tako, da pri menjalniku ročico potisneš sam v levo. Pa prije še ta Secret Sport Mode, vklopaš ga pa takole. Za začetek mora biti avto primer, potem daš levo, držiš v plus, hkrati pa z obvolansko ročico, ki je sicer namenjena prestavljanju navzdol, potisneš dvakrat proti sebi. 1, 2. In ko to narediš, potem mala črka S na digitalni instrumentni plošči malo zautripa, zgodi se pa tole. Stopalka za gas rata odzivnejša, motorni vrtlaji ne padejo pod 4 urje, hitrost prestavljanja se poviša, pa najboljše od vsega, odprejo se lepute v izpuhu in zato je avto glasnejši. To je to, kar se sladkih tiče, zdaj pa valjda čas še za kisle. Volvo pravi, da je povprečna poraba tegale avta 7,8 litra na 100 km in meni gre ob tem podatku kar malo na smeh. Ajde, mogoče med umirjeno vožnjo po avtocesti, ne, ampak vse ostalo je pa bolj 11. Druga ta kisla, ki me je predvsem v teh dneh kar dost motila, je pa to, da je izklop stabilizacijske elektronike tako dost zamudno opravilo. Lahko bi dal nekam nek gumb, da ga stisneš, pa je mer, ne pa da moraš noter v vmesnik, my car, tak, pa da pol tam najdeš, da se skupaj izklopiš. To pa vse skupaj malo traja. Tretja ta kisla je pa povezana z zvokom motorja. Medtem, ko avto v dozuni še kar dobro renči, ne, še posebej, če je vklopljen Secret Sport Mode,
je pa vznotri takih športnih decibelov vsem malo premal. Če sem pričakoval, da bo vsem malo bolj bobnelo v kabini, pa ni čistko. Kaj zdaj, Volvo, kaj da vam je nerodno, da imate športni avto? Ne ga sretno. Ne pa tukaj noter tudi malo glasneje. Koliko je zunaj? Škaj me počasih strah, da mi je kdo enkrat telefon ukradel. Za konc pa, Opa! Veš, kako me je opozoril? Hotel sem reči, da za konc sem hotel povedati še ceno, zato ker vas veliko to zanima. Tale avto testen z nekaj čez jure dodatne opreme stane 76.175 evrov. Treba sem nekaj pokažem. Kje pa? Tle. Ja, lahko. Kako zgleda pospešek v avtu, ki ima več kot 360 konjev. Ojoj, ne. Reči, sam reči 3-4 zdaj. 3-4 zdaj. Dosti je celina. Dosti. Ti se bo zdaj najde 300 evrov.